Ste že nazaj? Dajte mi kaj povedati. Kokosa Rafaelo doživi poletje z vsemi čuti. Gavilko noč putica, Hoferci. Odkrena fotel Švica, Hoferci. Mama dela šunko. Kdo ima Hofercino? Še malo reklamo vmes. Ja. Čakaj zdaj. Koliko nas je? Jaz ne vidim, ker sem že šla na ekran. A bi kdo kaj vprašal zdaj vmes, kaj čakamo, da se zberejo? 14. A bi kjera kaj vprašala? Kako zbrati toliko volje, da greš na ta protokol. A mora biti res hudo, da greš. Ali Je, težko je, ja. je, ne? Ja. Kar naporno. In kaj pa recimo to, kar ti omeni, a to tudi kaj, je tudi težje, ne? Ne slišim vas, kaj ste rekla? Kar si recimo po 50. letu, a ne, pa menopavza, pa to najbrž je tudi veliko težje te stvari izvajati. Ne slišim dobro, ful vam je neki... Če si po 50. letu težje, a ne? A itak, vedno je, nima veze, koliko ste stari, vedno je težko. Vedno je težko, če res je stvar samo osebne lastne volje in jaz ka vedno rečem, dok nisi v blatu do nosa, ne boš šel to. Je to. Res ti mora biti ful slabo. Jaz sem bila čisto obležala, nisem mogla ni avto voziti, do šole sem komaj otroke privlekla. Lahko sem skuhala kosilo in to je bilo to. Čist sem bila solata. Pa sem bila malo premlada za tako počutje, zato sem rekla, glej, gremo, nima smisla. Ali to, ali umreti, tako da, ko se boste tako počutili, pol boste šle. Če ne greste, nimam dovolj težko. Tako da. Meso ste pa skozi uživala, meso? Prosim? Meso ste pa skozi uživala? Ja, meso sem kupovala pri kmetih domače, govedino, piščanca in jetrica, teleča mlada jetrica. To sem skozi jedla. Pa da ne bi mislila, nič mi na železo ni vplivalo, železo mi je dan danes na minimuma. Ne glede na to, kaj naredim, ne uspem ga rešiti. Tako da, čisto tako, to sem jedla, ne. In kupovali smo ene domače teleče hrenovke, ki so brez vsega bile, da sem imela kao priboljšek ko kuži. Drugo pa nič. Veliko sem jedla morske sadeže, ribe, školjke. To vem, da je tako malo triki, posebno školjke, ampak da je zdravo, da ni onesnaženo ribe. Ne vem, saj so vse onesnažene. Ne moreš se skriti od sveta, ne. Glej, če sem bila v Dalmaciji, itak da smo kupili pri ribarjih, ampak ista voda, isto morje, mislim. Edino, kaj niso bile krmljene s koruzo pa sojo, a ne, ampak so bile na divjaka ulovljene. Ampak drugače, ja. Kaj, riba iz Hofera, bože mili. Losos, bog ve, od kje je priplaval. Samo ne moreš se čisto skriti, ker ne gre, ne živimo v pragozdu. Ampak mene recimo te industrijske stvari pri ribah, pri školjkah pa pri zelenjavi, recimo špricana zelenjava, kaj je v Hoferu, ni me toliko to motilo, nisem opazila, da, mislim, mogoče ja zdaj, če bi šla eno leto jesti samo z njive direkt, verjetno bi opazila razliko. Ampak nisem imela izbire, a ne, tudi budžeta nimaš. Pri meni v lokacijo tržnica skromna, nimam izbire, ko na ljubljanski tržnici, tako da enostavno skombinirala sem. Kaj sem dobila pri kmetu, sem vzela, kaj nisem kupila v trgovini. Nisem šla zdaj v neke ekstreme, ker ne moreš tako živeti, ne, mislim, realnost. Ne gre to kar tako, kak si Američani zasanjajo na svojih YouTube kanalih. No, a lahko zdaj naprej uvajanje nazaj. Se pravi, po 4 uspešnih mesecih začnemo počasi uvajati eno živilo na teden. Oni so tako po priporočilih te paleo mom pa svi ti paleo instruktorji pravijo, ko začneš uvajati živilo nazaj,
recimo prvi dan vzela sem prvo riž, ne, to se mi je zdelo kot nekaj tako kalorično, ker sem se ful želela jesti rižota in najbolj nežno, kaj je riž, še nobenem ni škodoval, noben ni bil še alergičen na riž, pa sem rekla, ajde, začnemo z rižem, ampak jaz nisem šla res tako eno čajno žličko, pa čakala 15 minut, jaz sem pač pojedla obrok. Kakšne težje stvari, kot recimo fižol nisem se nažirala takoj po krožnik, to ne, ampak take neke nežne stvari, kot so riž, pa ne vem, kaj bi še lahko tu pripisali. Kakšna, ne vem, bučna olja, pa te neke stvari, ko sem začela uvajati, nisem bila toliko natančna in pazila in štela žličke, ker sem predvidevala, da ne bom imela odziva. Pri fižolu, pa pri soji, pa pri čičerki, pa pri ajdi sem res pazila, ker sem imela res odzive, tako da nisem se hotela hecati. V principu moraš sam sebe opazovati pa gledati, kaj pričakuješ, na kaj boš odreagiral. Tako da in spet pišete si dnevnik, da veste, kaj se vam dogaja. Kaj je zdajle? Ajde. Aha. Možne reakcije pri uvajanju. To vam je cela gora nekih čudnih odzivov, ki sploh ne bi človek pričakoval. Recimo, prejšnji teden sem jedla fižol prvič po 2 tednih. In je bil domač, in ni bil šprican, in bla, 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 ampak še zmeraj mene toliko želodec bolo, pa na WC nisem mogla 4 dni. Nič drugega, samo to je bil odziv. Ampak, eto, se pravi, ga pojem, ne bom umrla, ne bom tam imela dihalno stisko, če pojem nekje fižol, ampak očitno mi ni sedel in če čutim, da mi preveč težave dela, pa ga pač več ne jem. Recimo, tako je bilo pri ajdi. Začela sem septembra delati te fermentirane kruhe po Suzani Kranjec, ne poznate Suzano in fermentiraj.si, in sem delala ajdove droži in 100% ajdov kruh in quinoin kruh in prosen kruh, to vse super, to meni tehnično mi je super šlo in fino je in odlično, končno imaš kruh, kaj je res kruh, kaj ni neka trda cigla, ampak na koncu sem ugotovila po enem mesecu, če jem ajdo 2-krat na teden, da mi res napihnjena, zredim se takoj, obleži mi v želodcu, kot da sem pojedla celo Milko čokolado. Pa je samo ajda, ali pa proso. Tako da sem mogla nehati, zdaj sem spet dala žitarice ven. Edino, kaj pojem od žitaric, so brezglutenski ovseni kosmiči iz DM-a. To pa riža, to so mi edine žitarice, kaj zdaj imam, pa občasno v rižoto dodam kvinojem ali drugo nič, ker res, ne vem, ne sede mi. Potem boste videli različne zgage, bolečine, napihnjenost, vetrovi, potem boleče kosti, recimo jaz, ko pojem sojo ali pa sezam, jaz imam občutek, kot da imam fibromialgijo, mene vsaka kost boli v telesu, jaz se ne morem vstati iz postelje, kolki me bolijo, medenica cela, tako kot da grem roditi, cela trda, mislim, res ne moreš verjeti, da sploh je to lahko odziv na hrano. Se pravi, to niso alergijske reakcije, to ni odziv intolerance, to je enostavno naše prepustno črevo in občutljivost pri avtoimunem telesu je enostavno drugačna kot pri zdravih ljudeh in se mi ne moremo sploh primerjati z njimi. Tako da, če vam meni začne plozati, kva tebi suhe slive motijo, glej, motijo me. Pika, konec, pri meni je tako, sploh ne rabite debatirati. Pripravite se, da vam bojo veliko solili pamet in veliko vam bodo debatirali in rekli vam bojo, to je vse v glavi, to si ti zasanjala, kaj bi ti pojedla, sproščena bi videla, da ti ne vpliva, ni res. No. Ni res, tako da poslušajte sebe in sledite svoje telo in ne poslušajte druge, ker tisti, ki nimajo avtoimune vnetje, ne vejo. Res ne vejo, kaj nam je, tako da to je to. Potem je tu vrtoglavica, omotica, kožne spremembe, glavoboli. Meni se redno dogaja, da če jem sladkor, ob 2 zjutraj se zbudim ko na budilko, vsakič. Nima veze, da sem ga pojedla čez dan, če je cukor, ob 2 zjutraj bom zbujena. Ali pa srčni utrip mi zna nabijati. Tako da, to so neki od reakcij, ki jih lahko pričakujete. Potem imamo 4 obdobja uvajanja živil nazaj. To je po sistematiki iz Paleomon bloga. Ona je naredila nek vrstni red glede na hranljivost in težavo pri presnovi. Je razporedila 4 skupine živil in jaz to nisem upoštevala, ker sem naredila nek svoj vrstni red, da sem začela z rižem, pa sem dodala krompir, verjetno to, kar sem največ pogrešala. Pol sem dodala stročnice, pa sem potem dodala oreščke, ampak samo olupljene mandlje, pa
indijske oreščke, nisem šla še sploh na kikiriki, pa to sem jedla, ne vem, prvič novembra zdaj to leto. Mislim, 3 mesece nazaj. Tako da recimo čili sploh še nisem probala, jajca dan danes nisem probala, eto, mlečno sem šele prejšnji teden, pa sem maj končala, 1. maj prejšnje leto. Jajca sem še, sploh nisem probala, ja, mlečno pa prejšnji teden. Gluten sem pomotoma probala decembra, ker sem kupila en čips, ker čips je moja droga ob petkih. Kupila sem en čips, ker sem mislila, da je navaden, pa je izpadlo, da ni, da je pomokan krompir pa pražen, sploh nisem gledala deklaracijo. In enostavno sem imela pol 3 tedna spet. 3 tedne je trajalo, cel kažin, dok sem se vrnila nazaj v normalno obnašanje. Imela sem celo napade panike. Tesnobo sem dobila od glutena. Tako da to sploh ne bom nikoli v lifeu probala. Alkohol tudi sploh nisem probala več nazaj. Kavo tudi ne. Tako da enostavno ocenite, kaj mislite, da bi pri vas povzročalo težave, kaj ne. Tudi melancane sploh še nisem jedla, ker vem, da sem že prej bila tako na njih malo nežna. Tako da tu vam je tak nek vrstni red, vi boste pa ocenili glede na svoje stanje in prejšnje izkušnje, kaj vam je okej, kaj ni. Aha, to je to, smo pri koncu. Smo na koncu. To je to, kar se tiče prehrane, se pravi, zakaj je važno razumeti, da kaj ima hrana s ščitnico? Ima, ker v črevesju se dogaja 90% proizvodnje hormonov in znači prvi trigger, da bi se ščitnica sploh proizvedla naše hormone, prvi trigger gre iz črevesja. In če tamo se sploh ne zgodi, če tamo ima težave, če je sve zapackano, vse polno cukra, kave in glutena in slabih bakterij, pa kandide, pa bog ve kakšnih še parazitov, pol pa res cel proces kasneje ne more biti pravilno vzpostavljen. Eto, ali bi kdo še kaj dodal ali vprašal? Ja, se strinjamo. To s hrano je sigurno, ne. Ampak samo mi to vemo, doktorji pa nočejo priznati. In to večina. Ja, so že počasi začeli. Saj kaj nas briga za doktorja? Ja, se to je res. Vsaka je zase odgovorna, doktorji nimajo nič s tem. Če si lahko pomagamo v lastni kuhinji, zakaj ne? Ja, res. Zdravnikom ali brez njega, to je nepomembno. A je Kera že probala kakšen tak protokol? Ja, brez glutena, ne, pa brez mlečnih izdelkov to. Pa brez sladkorja to probam. Pa brez alkohola itak. Pa brez kave. To je že veliko? To je že kar veliko, ampak točno tako, kot praviš, je res vsaka pregreha se pozna nazaj. Nažalost, ja. Jaz sem zdaj bila cel teden žalostna, nisem mogla sprejeti, da taj sir me je toliko zdaj pobral. Čist sem bila gotova. Glej, moram sprejeti, kaj čem. Tako je. Ja. Kaj pravi Cvetka? Naporna reč. Kaj, življenje? Ma ni, Cvetka, super je to. Kako si organizirate pripravo prehrane, da ne stojite cel dan za štedilnikom? Pri Ajpu je tako, da sploh ni veliko kuharije. Ješ surovo, ješ na pari ali pa nabutaš sve na pekač in daš v pečico. Sploh ni veliko dela. Meni je to pa čisto usput. Jaz sem znala na pladenj dati, ne vem, puranja prsa, krompir, papriko, česen, čebulo in korenje, kolerabo, bučke in to bi dala peči. In čez 15 minut sam zaliješ z olivnim oljem, posoliš in se naješ ko mašina. Res ni bil problem noben. Sam ja, dolgčas je skozi isto. Tako da, ali da bi bilo kaj veliko nakuhavanja, ne. Ker niso to gulaši, niso to sarme, filane paprike, ne. To je res tako simpel. Nobenih omak ni, a ne. Ne rabiš nič kuhati. Samo para ali kuhano ali pa kot nekakšne obare sem znala delati. Ali ni tu bilo veliko dela. Kostna juha je super, ja. Kostna juha je zakon, ker je ogromno kolagena, ki regenerira črevesno floro. Kostno juho sem znala skuhati enkrat na teden, par litrov, pa res toliko močna juha, da ko se ohladi, da je ko žele bonbon. Sploh ni bila juha, to je bila čista želatina. In to sem si zmrznila v vrečke ali pa kozarce plastične in mi je to bila popoldanska malca. V mikrovalovko ali pa v lonček podgrejati in to mi je bilo ko pridem iz službe za malico. Tako da ja, kostna juha je super, to komot.
Ma jaz nisem to nič tako 12 ur, jaz to dam v ekspres lonc, veliko zelenjave, kosti in da se kolagen sproži in to je to. Test za črevesje, nisem to delala. Misliš na doktor Izabelo Venc? Ne, to nisem naredila. Jaz sem šla po njeni knjigi 90 dni protokol za regeneracijo in kao ukinjanje Hashimoto, kako se prevede to, ne vem. Remisija, ja. In sem prilagodila, koliko sem uspela. Največji del je bil regeneracija črevesja, kar pomeni, da sem začela z bulardijem, da ubijem te kvasovke, pol sem šla na probiotike, pol so bili glutamini, kolageni, kaj je še bilo vmes, sploh se več ne spomnim, vem, da je trajalo skoraj 9 mesecev vse skupaj, da sem črevesje zriktala. Doktor Toljan. Doktor Toljan je meni super, mnogi jo ne marajo, ker ona pove resnico. Ona vas sooča z realnostjo in večini ne ustreza. Jaz sem zdaj bila pri njej januara preko Vibera, ker se ni mogla v Zagreb, oziroma ona ni sprejemala. In knjige so mi super, ker vam pove točno kompletno povezavo med vsemi hormoni v telesu. Od testosterona do kortizola, rastni hormon, melatonin, serotonin, res vse opiše, kaj sploh kjer ima funkcijo v telesu in kako vpliva na ostale. Tako da si lahko sestavljanko v glavi končno zložite sploh, kaj se vam dogaja. Jaz sem rekla, da bi to knjigo rabili dati vsakem v, ne vem, 9. letniku osnovne šole, da sploh spozna, kako mu telo dela. Da ve, kaj si počne, kaj žura do 6. zjutraj, kaj se naleva z vodko, pa kaj se smo delali vsi, ne? Če bi to vedela, vprašanje, če bi kakšne stvari tako naredila. Tako da meni je doktor Toljan super. Sicer jaz sem njoj prišla po AIP-u, ko sem že imela urejene hormone, imela sem čist črevesje zriktano, sem bila čist super, sem hotela nekako enega strokovnjaka, da mi sploh potrdi, če sem prav delala. In na koncu, kaj mi je rekla? Rekla je, vse je to super, ampak vi še zmeraj niste spremenila svoj odnos do stresa. Še zmeraj ste skozi v borbi, skozi ste v akciji, kaže, tudi če vstanete zjutraj, pa samo greste na sprehod, vi še zmeraj vam je to projekt. Kaže, vi se vse mečete, vam je sve dogodek, sve vam je preveč energije in kaže, tu enostavno napačno odreagirate, ker pol, ko pride kakšna stresna stvar, bolj težka, izzivna, pol pa ne znate mirno to odhendlati. In mi je svetovala prav to kognitivno psihoterapijo, da se naučim novega, drugačnega, bolj primernega odziva na stres. Tega se še nisem lotila, ker je finančni zalogaj velika, ne? Ti terapeuti so vedno 50 do 100 evrov na uro, tako da to še nisem šla, ker to je tako 500 evrov dogodek. Ampak bom sam iščem še pri komu. In ja, drugo se je rekla, da je super. Pogledala mi je spolne hormone in ona naredi sliko, kortizol vam jemlje iz sline, mislim, da 5-krat v dnevu, na 21. dan ciklusa in iz tega naredi sliko kortizola in spolnih hormonov čez dan, tako da dobiš občutek, kdaj ti kortizol skače in pol ona iz tega vidi, ona zna prebrati, kaj to sploh pomeni. Če ti je kortizol ven ravnovesja zjutraj, upoldne, zvečer je drugo dogajanje v telesu, ona to zna razbrati. Vem, da veliki zgorelicim pomaga, ker zna prepoznati neke stvari vnaprej, kaj se dogajajo. Tako da meni je ona super. Mnogi je pa ne marajo, ker jim tako direkt v glavo pove, da je res tako. Da moraš spremeniti sebe. Eto, jaz sem vse naredila, pa še zmeraj mi je rekla, glej, baza, vrni se nazaj. Lahko bi bila jezna na njo 3 tedne, pa nisem, se strinjam z njo. S tem, da ona dela naravne hormone, mislim, da izsušene svinjske ščitnice. Tako nekako ima svojo eno lekarno, ki jo to delajo v Zagrebu, imam pošti po pošti. Jaz se tega nisem lotila, ker meni so tirosint in liotir super, zadovoljna sem z njimi in ne bom jih menjala in ni nič silila svoje izdelke, da bi mi prodajala. Vse, kaj jemljem, mi je pustila, da nadaljujem, nič ni spreminjala, ne glede na to, kaj ona vse to še prodaja. Tako da mi je to bilo čist fer od nje. Knjiga se pa zove Čudežni svet hormonov, imajo jih v svojih knjižnicah. Probiotike sem jaz kupila na avita.si, slovenska spletna trgovina. Mikrobiom Intercell jim je ime. Mislim, da je bilo 50 evrov za 3-mesečno kuro. Tako nekako, ali mesec in pol. Mesec in pol je bilo, ja. Mikrobiom Intercell, avita.si. Tam si jih lahko nabavite. Pa so res hudi.
najbolj bogati pa konkretni. Ampak spet, ne to delati vsak dan, a ne. To je za 2-krat v letu po mesec in pol. In tako izgine napihnjenost, nadutost, vse se uredi, res v redu. Eto. A vam je zdaj malo bolj jasno mogoče, zakaj hrana in zakaj se je ostalo? In ko me nekdo vpraša, znižala sem dozo, zakaj se še zmeraj slabo počutim? Toliko je tega še zraven. To, kaj ste vi znižala dozo zdravil, veze nima z ničim. To je samo en kolešček v verigi. In to je res nujno, da se zavedamo celostne slike, kaj si počnemo. Zato sem hotela to predavanje narediti. Vem, da nisem nek doktorat naredila, ampak enostavno hrpa enih malih korakov, ki vam pol naredijo celo pot, a ne. Brez vsega tega ne bo šlo. Samo zdravila ne gre. In če ste rekli, da ste, ne vem, dale kavo ven, ampak enkrat na mesec jo spijete, isti šmoren, ne, telo spet dobi trigger. Pravijo, da pri glutenu recimo, tudi če ga ne ješ sploh, pa ga poješ enkrat v 6 mesecev, se naredi si isto štalo, kot da ga ješ vsak dan 3 mesece. Telo se na nek način odzove. Tako da je res ta doslednost in vojaški režim, drugače ne gre. A je še kaj za vprašati? Lepo je slišati, da se da. Da se, ampak je težko. Pa vedno je 2 koraka naprej, pa en nazaj. Borba za vedno, a ne? Ja. Če nimate več nič za vprašati, pol pa ustavimo. Pa upam, da se bo kdo iz skupine še javil za kakšne. Čakam eno punco, da nam pripravi predavanje o menopavzi in predmenopavzi, teh težavah, kako se pomagati. Pa eno čakamo za nadledvične žleze, da pripravi material. Tako da je to nek, kako bi rekla, osnovni začetek. Veliko tega mi bi lahko cel teden govorili. Če imate kakšno detaljno stvar, pišite mi, pol pa vas bom usmerila naprej, poslala, kaj imam in kaj znam. Ampak začnite gledati širšo sliko in razmišljati, kje ste kaj preskočili, kje bi lahko si še. Dobro? Ja. Super. Hvala, Željka. Ajde, Ja. lep večer. Ja. Do naslednjič. Enako. Čau. Adijo. Čau. Res.